številka je zgodba o predanosti, prijateljstvu in ljubezni do glasbe. Je čas, v katerem so se spletle neštete melodije, stkala trdna prijateljstva in ustvarili nepozabni trenutki, ki bogatijo naš pevski zbor. Upokojenski pevski zbor je skozi desetletja dokazal, da glasba ne pozna meja. Nasprotno, z leti pridobi globino, toplino in iskrenost, ki si dotakne vsakega poslušalca. Veseli bomo, če boste z nami delili ta občutek, to našo predanost na nocojšnjem slavnostnem koncertu. Veseli bomo vaše družbe.
gospodje, v imenu upokojenskega zbora Moravče vas vse skupaj prav pozdravljam. Vesel sem, da ste se vzeli čas in poslušati prišli nas, pevce tretjega življenjskega obdobja. Veste, imeti upokojenski zbor ni enostavno. Če imaš le 70 na vor, se pa pri nas ostal pri 88 letih, ne? Tudi naše vaje se pričnejo malce drugače. Ko pridemo mi na vaje skupaj, v torkih, to prvo vprašamo in drugega, kaj nas boli. Potem sledi, če je bil že pri doktorju, in je rekel en pevc, je rekel, da nas ne omeniti, je bil prejšnjo sredo pri doktorju, oziroma pri doktorci, je rekel, gospod doktor, leva noga me boli, zelo mi leva noga boli. Ona ga malo pregleda, prav gospod, to je pa zaradi starosti. Je pa rekel, ne, gospod doktor, se ne strinjam, je desna ni toliko stara kot leva, pa me nič ne boli. Gremo naprej z našo muziko. Torej, mi se držimo malo sodobnih zadev, manjčkaj pa tudi malo starejših. Naslednja pesem bo, sem skušal moje kolege malo spodbuditi, tudi kakšne zabavne vode. Zaigrali, zapeli bomo eno pesem, ki je bila časno zelo, zelo popularna, 60-70 leta. To je en star ameriški country komad, ki je potem zapel en francoski pevec in je bil ta pesem je pa zelo všeč Lado Leskovarju in jo naredil potem za naš slovenski estradni trg. Potem je to bo še veliko podovitev, tudi med njimi tudi Domžalčan Frank Centa je to poslel, mi bomo pa danes za našo 40-letnico pa zaigrali pesem, ki ima simbolen pomen odhajajoča, prihajajoča ljubezen, a bo ali ne bo, ravno tako, prišel je poslednji vlak. Thank you.
zopet tukaj doma. Slovenska, ne folklora, ampak slovenska posebnost je, da imamo zelo veliko čebelarjev in da imamo zelo veliko visoko kvalitetnega medu. In zdaj, ko navajah tudi želimo, da je pevsko vajo začnemo 20 minut kasneje, ker moramo vsake nožličko medu pojesti. Gremo naprej. Evo, slovenske čebelarje v čast in spoštovanje čebelar, kaj je tako lepo ustvaril legendarni Lojze Slak. Drugač pa, dragi moji, to je nekaj posebnega. Recimo, mi se pole dobimo, da recimo je bilo za pusta, ne? Punce so prinesle krofe, dobeni prinesle kruha, sam krofe so bili. Fante so prinesle pa suhe klobase. In pa smo bili pa krofe pa suhe klobase. Dobro je bilo. Sploh pa stalo. In so bile klobase dobre, in pa sem pa vprašal
Janeza, sem rekel, Janez, a so to tvoje klobase? Rekel, ne, od prašiča. Ni pa kot Slovenci imamo radi domači kraj, radi našo deželo in rečemo, tam, kjer smo doma, tam je najlepše. 1, 2, 3, 4. nostalgija, spet o ljubezni, ki zdaj smo že prej povedali z ono pesmijo Na mostu, bila sva mlada oba in ko preko mosta sta šla in tako naprej, no, taka je ljubezen tudi na naslednji skladbi, ker se boste kot soliste skazala, naš Janez ima odlične klobase od Novega Prašiča in pa naš predsednik, Pavle Kuhan, ki naredi skoraj vse, kot je kar fezdec. Sploh pa Pavle Kuhan mi je zelo všeč, tudi koliko pridem na vajo, če ga postavimo v kot, pa ga z metlo podpremo, on sam stoji. Samo čas štor mora biti. Gremo od priljubljenih prifarcev, Vejica rožmarina. Na plesišču osa sva plesala, na peščeni prvi si poljubi dala, so na lovicu plesal zapeli, potem sam pri stezi si došla, pod gorovci obograni si ostala, drobno vejico mi rožmarina dala.
samo stal sem svetolja. Drobna vejica rožmarina, noči dane na tebe spominja. Vem, da oven je bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Drobna vejica rožmarina, noči dane na tebe spominja. Vem, da oven je bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Z naše kraje spet prišla bo zima, moji duši pa še poje mandolina. Pisem mi na duši se razgiba, tvojega objema si želim. Drobna vejica rožmarina, noči dane na tebe spominja. Vem, da oven je bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Drobna vejica rožmarina, noči dane na tebe spominja. Vem, da oven je bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Vsako noč pri meni zadiši po morju, po dišečem rožmarinu, vročem soncu. Ribiči se vračajo v pristane, tvojega pa pisma ni več ni. Drobna vejica rožmarina, noči dane na tebe spominja. Vem, da oven je bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. Vem, da oven je bo rožmarin, le na tebe bo ostal spomin. To je bila naša vejica rožmarina po naše. Gremo naprej z eno znano skladbo. A veste, to kdo vsi poznate, včasih so bili zelo popularni ansambl Beneški fantje. Res so popularni. Oni so začeli 50. leta in takrat sta pevec Edi Bukovec in pa harmonikar Anton Virtič že 49 leta sestavlja en valček, ki je bil zelo popularen 50-60 leta. Tudi oni so tudi enkrat priredili eno pesem Rdeči cvet s slovenskim besedilom, je pa to kopija ene italijanske popevke iz Sanrema 1957 leta. Cadore, to je tista gora, Cadore. No, in sta bila zelo uspešna. In takrat je tudi ta Vilko Olsnik, ki je bil pravostnik jih mentor vse skupaj, predlagal, dejte vi dati na trg to medijsko romantično dušo. Mi Olsniki imamo pa tako udarno, vodeno, zahodno-severno gor in ima tako te nostalgije, romantike s tem italijanskim preznakom. In so se tega držali in nastala je pesem leta 1949 Zvezde žarijo. Yeah.
Spoštovani obiskovalci, na simbolen način smo začeli ta večer, saj pevci gojimo in ohranjamo slovensko ljudsko izročilo že pozabljenih pesmi. Nas pevce združuje veselje do petja, medsebojnega druženja in odnos do naše kulturne dediščine, da ne bi šle te pesmi prehitro v pozabo. Pevke in pevci tretjega življenjskega obdobja po svojih najboljših močeh ustvarjamo in prispevamo svoj delež v bogati in pestri kulturni ponudbi, ki v občini Moravče deluje na področju ljubiteljske dejavnosti. Prosim gospoda župana, dr. Milana Balažica, da nam tudi nocoj nameni par njegovih besed. Prosim, župan. Dober večer voščam v svojem imenu. Zivi so lih praga rasti, tako da pri njej dol, pri meni dol, se zmenimo, ampak uspe, vedno znamo. Najprej po moje, da lahko v imenu vseh današnjih obiskovalcev tu rečem eno veliko hvala za ta današnji čudovit večer, ki ste ga pripravili. In ta večer dokazuje, da leta očitno niso pustile kakšnih sledov. Tle ste še vedno krepke glasu, pojete kao slavčki in skratka bi se verjetno tudi še zavrteti znali hitro, če bo potrebno, tako da vsaka čast glede na to, da pravite se tretje življenjsko obdobje, meni se to lih ne zdi. Mislim, da ste večina punce še skoraj zaužen takole, da fanti sploh ne omenjam, tu ste ga pa tle naša legenda Milan Kokar, ki vas vodi in moram reči, da smo lahko veseli, da je z nami naprej in da si lahko obetamo še veliko takih glasbenih večerov in užitkov, kot jih imamo danes. Pravite, da je 40 let ustvarjanja, to je kar dolga doba, zdaj če vsak pomisel, če odštejo svoje letence minus 40, da ne vidimo do nekih čudnih številk, ker že skoraj niso več res, ampak to pomeni, da je bil zbor ustanovljen leta 1986, še v neki drugi državi, čisto v nekih drugih časih, ampak ker ravno 86 si potem jaz predstavljal, da ravno takrat, ko so začeli malo vetrovi pihati, vetrovi sprememb, po celi Evropi in tudi pri nas je nekdo tle začutil potrebo, da tudi utrjuje naše slovenstvo z našo lepo slovensko pesmijo, z to umetelno pa narodno zabavno in je želel poskrbeti, da ohrani to našo vez, povezavo, ki jo želimo ohranjati tudi naprej za nove naše mlajše rodove. Tako da očitno je bil to tudi dober namen, izkazalo se je, da skratka 40 let, prvih 40 let bom rekel, da ne ste ustvarjali cele serije, cele večere, neskončno število pesmi in tudi kadar vas jaz gledam in kar se vse zaigra, ker vem, da bomo spet poslušali take zanimive pesmi, ki nam bodo dale tudi malo zamisel, predvsem bomo pa se veselili ob vaših ustvarjalnih prijemih, ki jih imate, ko zagrabite pesem in jo naredite na nek svoj način. Tako da jaz bi ta kratek nagovor zaključil s tem, da seveda vam želim vsem nadaljnih uspešnih 40 let ustvarjanja, pa se potem čez 40 let spet le dobimo na odru, pa da ne, skrb zapojemo še kakšno, če pa ne tle, pa mogoče kaj drugi, družili se bomo naprej, ker pesem združi vse posod in bodo veseli, da vas imamo. Še enkrat največja hvala za to, kar delate za nas in želim zdravja pa vse dobro. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu županov, ker je omenil, da se je občutila potreba in je nekdo začutil ta občutek, da je bilo dobro, da bi tudi naši občani v tretjem življenjskem obdobju začeli prepevati in zato za spoštovanjem je kriv, ampak to
pozitivni moment, gospod Lojze Štefan, ki je tukaj si njegove vrsti, on je imel odhodnik in se seveda odhodnika naučiti, ker eno je take, poštimane pevske zbore, pa pevce voditi, eno je pa to, pa nič stavno mislim, ker spravim, začnemo s tem, če še na te boli, pa kakšen zabeti jemlje, pa tako naprej, ne, tako da je treba malo drugače delati. Ampak kljub temu, gospod Župan, gospod Lojze in vsa publika, danes je za nas srečen dan. Galusova značka je jubilejna značka sklada, ki jo prejmejo posamezniki za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske glasbe. Tudi v vrstah nocojšnjih slavljencev so pevke in pevci, ki si za svoje dolgoletno ljubiteljsko prepevanje zaslužijo posebno priznanje. Zato prosim gospod Bernardo Mal, predstavnico Sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti izpostava Domžale, da podeli Galusove značke. Najprej v imenu sklada čestitam vsem jubilantom današnjim, seveda tudi vsem nam, ki smo se zbrali tukaj, prinašamo pa tudi pozdrave vodje Mateja Primožiča, se opravičujem. Ko takole poslušaš takšen pevski zbor, ti res mora igrati srce, ker veš, da vse to še marsikoga od nas čaka. Ne mislim kot pevci, ampak mislim taki prijetni dnevi, kot so vaši torki. Čeprav jih začnete z medom, pa bolečinami, pa metlami, jaz mislim, da se jih veselite prav vsak dan in vam želim, da bi to trajalo čim dlje. Nocoj pa vam podeljujemo priznanja, kot je Ivica že povedala, in sicer Galusove značke. Prejemnika prosim, če pride sem. S Pavletom sva se dogovorila,
da se punce lahko z njim poljubite, fantje pa z mano. Prvo priznanje prejme Majda Grošelj. Prav tako bronasto Galusovo priznanje prejme Julijana Gorjup. Joj, to bo še dolg koncert potem, Pavle. Bronasto Galusovo priznanje značko prejme tudi Marjan Žagar. Bronasto Galusovo značko prejme Pavla Strehar. Vabim še Olgo Pergar, ki prav tako prejme bronasto Galusovo značko. Bronasto Galusovo značko podeljujemo Nuši Per. A vidite, kako je s predsedniki, ne? Že cenkajo, za koliko časa še. Bronasta Galusova značka je tukaj pripravljena tudi za Mileno Marolt. Pavla Lebar, najbližja pevka tukaj. Ja, zlata značka, bronasta Galusova značka Pavle Puhan. To priznanje pa je drugačne barve in sicer ni zlato, ker vse značke so že pri gospodu Filipu Štefanu, ki tokrat prejema častno Galusovo značko.
vsaj 40 let. Bom bolje podpisal. Eno značko še imam, pa ne vem, komu bi jo podelili. A imam to kakšno idejo? In sicer pripada Jankotu Štefanu, ki ga danes ni tukaj, pa vendarle mogoče vaš prvi zborovodja prevzame priznanje in ga izroči svojemu bratu. Lojze, prosim. Za tale koncept podelili značke. Vemo, da se srečamo čez 10 let, takrat bodo pa na vrsti že srebrne. Hvala lepa. Vendar, da sem tudi jaz prišel do besede, da sem bila pa ženska, ne naživeš malo na vrstu. Zadnja beseda je moja, je tako je draga. Imam eno prijetno dolžnost, mi je zelo čast, da našemu gospodu Milanu Kokarju, ki nas 20 let ne pretrgamo vodi, podelimo eno priznanje. Ja, veste, to je kar en taka posebna čast. Hvala lepa, fantje in dekleta. Imam prijetne spomine. Veste, ena Ani Kos, ki jo pač žal ni več med nami, ta je vsak tork, vaj imamo ob 5, ona je 15 do 5 iz Torbico čakala pred prostorom, da imamo vaje. In potem rekla soseda, Ani, ki je zdaj po včeraj, včeraj te pa ni bilo na njivi. Moram jeti na njivo. Torka me spaje, ker ne delam nič. In se mi to fajn zdel, da je punca vzela frej in mislila sam na vaje. Pa še nekaj moram povedati, je imela ena, da smem povedati, ker je rekla, če me boš omenil, ti po koncertu ne bom dal nam zapiti. Glavno, ena naša pevka je imela referenčno ambulanto in je doktor rekel, gospa, primerjam lanske rezultate, pa letošnje rezultate, imate odlične rezultate, odlične. Pa prav, imate še posebne tablete, še posebne terapijo, ja prav nič ne jemljem. Pa pevskem zboru pojem, rekel, to pa nisem mogel misliti, to vnuca. In v glavnem, mi smo velikih tablet odstranili, ker se polnimo z drugo tableto, ki se reče muzika. Veste, muzika je tista stvar, ki se čustvo pogojijo samo plano. Ljudimo in rečemo, kako je lepo. Hvala lepa. Se posebno zahvala našim glasbenikom, ker se tudi z nami trudijo, njih tako zaslužijo, mogoče še kaj več razen, tako eno malenkostno za glasilske malo zmočiti. Hvala lepa. Veste, v našem zboru so tudi ljudje, ki jih žal ni več med nami. To so bili pravi sončki, vendar njihovi glasovi še ostajajo kot spomin, prijateljstvo in pesem, ki je ostala med nami. In res za veliko hvaležnostjo in spoštovanjem se spominjamo teh naših pevcev, ki so zaznamovali ta zbor. In zadnja pesem, ki smo jo pripevali, je bila zelo priljubljena od Janeza Cerarja, ki je bil res sonček in je rekel, kako se jaz bolj počutim, kadar mi sonce posije.
prav tako dobre bilo tudi na vaje in sem jaz potem takoj se spomnil na pesem, ki govori o tem soncu in sicer od glasbenika, ki nekaterega imajo za carja, drugi ga imajo za provokatorja, ampak v glavnem tole je pa fajn naredil. Sopevcev in sopevk in nas nekako polnijo s to pozitivno energijo in s to pripadnostjo, ki so izkazovali skozi vsa ta leta, kako so vedno hodili na vaje in uživali, tako kot sem že rekel. Ker poje, se bolj počuti, več ne jemlje teh tablet in so rezultati odlični. To je muzika. Mi pa gremo naprej, in sicer z eno lepo pesmijo Vilka in Slavka Avsnika, na besedilo Marjana Stareta, ki lepo govori tudi tistih časih. Znova pride tisti čas, ko si hodil k meni v vas. S mano sanjam se predaš, srce kot cvet mi daš. Megle v kotanjah.
v Kotanjah, čeprav nam že kar močno sonce sije, ampak koledarsko smo še vedno v pomladi. In naši pevci so bili zelo navdušeni, sem rekel, tole pesem pa moramo peti. To tako lepo govori, recimo, mlada sem in dobro vem, da ljubiti vroče smem, saj pomlad napravi to, da nam je lepo. To so punce rekle, fanti so pa rekli, tudi zame je pomlad, pa čeprav več nisem mlad, vendar v srcu čutim to, da mi je lepo. Zvončki in trobentice. želi nocojšnjim slavljencem ob jubileju izreči par besed v zahvalo in spodbudo, ter jim čestitati ob njihovi 40-letnici. Izvolite, oder je vaš. Spodobi se, da grem jaz to prvo, ne? Ja, pravijo, da čas teče za vse enako, ampak 100% ne drži. Jaz sem včeraj gledal slike naših nastopov izpred 40 let. Prvič smo bili slikani na mostu pod selom dol proti Vrhpolju, je bila otvoritev tistega mosta, tam smo prvič peli. In potem 10-letnica, 20-letnica, potem seveda naprej 30-40 in ugotavljamo, da ste čedalje na 20. Punce, fantje pa šarmantni, a ne? Tako, ja, tudi jaz sem se spomnil mile na vse, ki so odšli, naši prijatelji, vsak ima svojo zgodbo, to bili lahko 3 leta tle se spominjali, ampak nekateri ste bili pa že z mano, še takrat, ko sem bil pred 20 leti, Olga, Milena, Lipe, da ti dam roko, res, da ustrajaš, pohluzni. 88 let, povedi. Ja, tašnega prvega tenorja redko najdeš, v naši dolini jih imamo nepar, ampak res tako. Takole, da ne bom predolg, seveda, poleg tega, da smo lepi pa šarmantni, je tudi naš glas zrel in to zna zelo dobro mile skup potegniti, da ste kar eden, ki včasih smo tudi kaj žagali, pa takole sem pa tja, ampak lepo je, da se zberemo v en glas in da pojemo pomladi, da pojemo mladosti, da pojemo vsemu temu, kar nas še lepo čaka,
v naslednjem desetletju, recimo, ki verjamem, da boste še sitle in tudi mi z vami praznovali zlati jubilej. Se že veselim in takrat nam prišel samo s flašo. Danes pa v imenu Kulturno-izobraževalnega društva Limbar, ki ga tudi zastopam, vam iskreno čestitam in vam želim, da še naprej z veseljem in dušo pojete in da ohranjate to našo lepo pevsko tradicijo, kulturo, pesmi, ki se bi drugače zdavnaj pozabile. Tako, predsedniku pa izločam tole darilo, pa tudi seveda jaz osebno čestitam. Malo je za zdravje, malo je pa za veselje, ja, tako. A veste, kaj je zdaj za veselje? Pred naši vadbeni sobi je plakat, gor pa piše žaba ne kvaka na suhem. Pa lepa za izbrane besede. To počnemo zato, ker smo doma v lepi deželi. Tukaj se malo res lepo in na čast lepi deželi bomo tudi nadaljevali za eno lepo pesmijo, ki nosi zelo zgornji naslov. Tu smo doma, naši pevci, naše pevke, naš pjevalni ansambl, vsi imamo radi našo Slovenijo in zato tudi ta izbrana pesem, kot rečeno, nosi naslov Tu smo doma. To je bilo naše praznovanje. Veseli nas, da ste nas prišli poslušati. Mi, upokojenci, se ne damo, v glavnem, kot sem že rekel, tablete, pa noge, stare tok, pa pevske vaje, pa razne dobrote,
ker so prav Janez od Prešiča. V glavnem, mislim, da nam ni nič slabega, da se bomo kar dober in za zaključek bomo zapeli eno pesem, ki je tudi kar ena taka naša začitna pesem, ki rečemo takole: kljub vse stvari, življenje je lepo. Včasih se nam zdi, da je čudno, pa včasih mislimo, da bomo kaj spremenili, ampak ni potrebno, da smo filozofi. Malo se bo vse razazlimo in ugotovimo, da življenje je lepo, treba je živeti, treba je imati takšnega, kot se ponuja samo in da ne spreminjamo in je vse lepo. Dragi obiskovalci, dragi obiskovalke, hvala za vaš obisk, za vašo pozornost. Bilo nam je veselje in čast, da smo del našega jubileja delili tudi z vami. Hvala, bodite zdravi in Bog vas živi. Vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet. Vendar potrebno ni, da si filozof, okrog sebe se odri, zavrhi mi očmi, si skojemo. Naša protokolarna skladba, ki opeva lepote naše Moravške doline.
Thank you.